predsednik, za besedo. No, jaz bi pač apeliral na vas, da upozorite poslance, da danes je namenjena seja za postavljanje vprašanj kandidatov za ministra, ne pa nekako, da ga predstavljate še kolegi poslanci. Saj je polnoletni, saj se je sam predstavil. Mislim, da je niti enega vprašanja niste dala, no, tako da jaz mislim, da ne izgubljamo časa s tem, ker gospod Sajevec je sam odlično predstavil. No, hvala lepa. Hvala, sprejeto vaša, ampak dajem naprej besedo gospej Gazinkovski. No, pa prosim, imate vprašanje, ne? Gospa Gazinkovski, izvolite. Hvala, predsednik, za besedo. Lepo pozdravljeni tudi v mojem imenu vsi skupaj. Glede na to, da je kandidat za ministra naš trenutno še vodja poslanske skupine, me je v zadnjih dneh kar nekaj ljudi že vprašalo, kakšen je Borut, je sploh primeren za ministra. Moj odgovor je sledeč. V prvi vrsti je človek na mestu, je pravi prijatelj, preudaren vodja in ne nazadnje odličen politik. V njegovi predstavitvi smo slišali, da je v svoji karieri bil veterinar, dolga leta župan, poslanec, vodja poslanske skupine in tudi prostovoljni gasilec ter veteran. Zato vem in ne dvomim, da bo tudi odličen minister za obrambo. Glede kadrovanja v vojski smo že dobili odgovore, bi pa vseeno dodala, da se s pomanjkanjem kadra soočajo vse službe, ne samo vojska, in zelo nekorektno strani opozicije, da govorijo, da je v vojski to še večji problem kot druge. Imamo vprašanje naprej. Ampak ja, to zdaj nismo pri razpravi, ker razpravo bomo še imeli, to je dejansko zdaj, da postavljamo v vprašanje. No, predsednik, se upravičujem, ampak kogar niste prekinjali, tako da bi prosila, da me pustite, da povem do konca, ker imam samo še 2 stavka vse skupaj. Skratka, da povzamem. Trenutno imamo v Sloveniji najnižjo brezposelnost in se mi zdi skrajno neprimerno, da opozicija govori, da je samo v vojski problem v kadrovanju. Vseeno pa sedaj vprašanja. Gospod Sajevec, kako boste krepili ugled vojaškega poklica? V mislih imam namreč sodelovanje vojašnic z vrtci in šolami. Zdi se mi namreč ključno, da se otrokom poklic vojaka in vrednote, ki jih le-ta predstavlja, otrokom mora predstaviti že v otroštvu, tako kot se jim predstavlja tudi druge poklice. Dejstvo je namreč, da vojak ni samo oseba z orožjem, je namreč tudi oseba, ki med prvimi priskoči na pomoč pri naravnih nesrečah in kot ste že sami omenili, gre tudi za zdravnike, električarje, reševalce, kuharje in ostale poklice, ki delajo v vojski. Drugo vprašanje pa je, zanima me, ali boste še naprej krepili sodelovanje s sosednjimi državami ob naravnih nesrečah, tako doma kot drugje. Hvala vam za vaše odgovore in saj veste, mirno, preudarno, enotno in pokončno, srečno na vaši novi poti. Seveda vas bom podprla. Hvala. Evo, magister Sajevic, izvolite, imate... Ne, kaj je, postopkovno, replika? Postopkovno. Nima zdaj, če ne veste sami, kaj bi potem, magister Sajevic, imate vi besedo.